Petdnevni obisk Izraela in Palestine, ki ga je sedemčlanska delegacija Evropskega parlamenta za odnose s Palestino načrtovala ta teden, je padel v vodo. Čeprav so bili programi in imena sodelujočih vnaprej napovedani, so oblasti na letališču v Tel Avivu zavrnile vstop dvema evroposlankama in dvema uslužbencema Evropskega parlamenta. Gre za politično motivirano dejanje Izraela, sta prepričana slovenska člana delegacije Matjaž Nemec in Irena Joveva, ki od vodstva Evropskega parlamenta pričakujeta ukrepanje. Tjaša Dugolin. Čeprav bi se morala evroposlanca Matjaž Nemec in Irena Joveva muditi na Bližnjem vzhodu, smo jo popoldne prestregli na varšavskem letališču med vračanjem v Slovenijo. Dvema poslankama in dvema članoma Evropskega parlamenta je bil vstop zavrnjen. In zaradi tega je tudi odločitev potem padla, da se obiska ne bo udeležil nihče. Pot v Izrael in Palestino se je pripravljala mesece. V predhodnem preverjanju je bil vstop odobren vsem, preobrat se je zgodil na licu mesta, pravi Nemec. Neuradno zaradi varnostnih pomislekov. Tisto, kar po mnenju Nemca posebej bode v oči, pa je, da so vstop zavrnili zaposlenim, uradnikom Evropskega parlamenta. Kar je v Bruslju vzbudilo veliko pozornosti, ogorčenja, in danes pričakujemo tudi reakcijo vodstva Evropskega parlamenta, kajti to je nek precedent, katerega prej nismo bili vajeni v odnosih z Izraelom. Delegacija pričakuje, da bo Evropski parlament terjal pojasnila od Izraela in da se bodo dogovorili o realizaciji ter nemotenem poteku obiska. Prejšnji teden so bili določeni predstavniki ravno Matjaževe politične skupine v Izraelu in Palestini. Teden dni pred tem je bil odbor za obrambo. Prav tako v Izraelu in Palestini nihče ni imel nobenih težav, kar pomeni, da imajo težave z delegacijo kot tako, delegacijo Evropske unije za odnose s Palestino, ki po njihovem ne obstaja. Joveva opominja, da se je incident zgodil prav na dan, ko so Izraelci sestankovali s predstavniki Evropske unije v okviru pridružitvenega sporazuma, ki ureja trgovinske odnose med stranema ter določa, da odnosi med pogodbenicama temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih načel. Tako da je lahko, da tudi to povezano s tem. Kar jaz želim povedati je to, da če želijo prestrašiti delegacijo kot tako ali kogarkoli v tej delegaciji, jim to ne bo uspelo, ker se bomo zagotovo vrnili in storili to, kar želimo storiti. Kdaj bodo misijo ponovili, sicer še ni jasno. Na vprašanje, ali je ponovna preučitev pridružitvenega sporazuma, k čemur poziva tudi Slovenija, uresničljiva, pa Parlament ima posredno vlogo pri tej odločitvi. Ravno temu je služil ta vrh včerajšnji v Bruslju, da bi se nekako definiral odnos med Evropsko unijo in Izraelom, ki je tako skrhan, predvsem v zadnjem obdobju, v povezavi tudi z posledicami volitev v Ameriki. Po mnenju Nemca se bo morala Unija odločiti, katero pot bo ubrala tudi pri reševanju konfliktov na Bližnjem vzhodu.